Mariborski nogometaši so sredi noči v Glasgowu znova dokazali, da ne poznajo polovičarstva. Ko je treba garati na igrišču, garajo skupaj in ko se spodobi proslaviti zgodovinski uspeh, proslavljajo skupaj. Kapetan in mož odločitve Marcos Tavares svojega brazilskega temperamenta ni mogel skriti. Sproščeno vzdušje je še pred zasluženo zdravico vladalo že na stadionu Celtic Park. Odlično, odlično. Do zdaj... To je duša! Trener Ante Šimundža, ki je pred 15 leti z Mariborom igral v Ligi prvakov, je slavil v svojem slogu umirjeno. Se je pa v Glasgowu skorajda orosilo oko Zlatku Zahoviću. To je največja zmaga, zato ker je v mojem rodnem mestu. Čeprav je od Zahovića že slišal kakšno krepko in obratno, je bil v Glasgowu tudi predsednik nogometne zveze. Absolutno, zgodovinski uspeh Maribora, to je pravzaprav čudež za tako državo, kot smo mi, za tak klub s takim proračunom. Mi smo euforični, navdušeni in pravzaprav srečni. To bi morala biti celotna Slovenija zadovoljna in vsi, ki se ukvarjajo z nogometom, ker vsem to dviguje rejting v nogometnem svetu. Liga prvakov! Liga prvakov! In ko je direktor Maribora Bojan Van Fante že priganjal na letalo, se je še zadnjič tresel hotelski bar v Glasgowu. Marcos Tavares je iz hotela pospremil gospod Sotar, ženo predsednika Maribora in Luko Zahovića, sina športnega direktorja. A tudi na letališču rajanja še ni bilo konec. In ko se je Zlatko Zahović z dvignjenimi rokami podal na letalo, je mariborska odprava že razmišljala o najbolj zaželenem nasprotniku v Ligi prvakov. Kdor pozna Zahovića, dobro ve, da je hitro vse okužil z madridskim Realom.